Lep svečan večer vam želim, spoštovane gledalke in gledalci. V Galusovi dvorani Cankarjevega doma čakamo na začetek osrednje državne proslave ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Danes namreč mineva 31 let od zgodovinskega plebiscita o samostojnosti Slovenije, ki je bil eden velikih zgodovinskih korakov do končne osamosvojitve Slovenije. Na plebiscitu so slovenski volivci odločali o vprašanju, ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država. Rezultati so bili razglašeni 26. decembra. Plebiscit je imel več kot 93% udeležbo. 95% volivcev je glasovalo za samostojno in neodvisno Slovenijo, kar predstavlja 88,5% vseh takratnih volilnih upravičencev. Izid plebiscita je zavezoval slovensko politično oblast, da v pol leta uresniči plebiscitarno odločitev. In to se je tudi zgodilo. Slovenija 26. decembra praznuje dan samostojnosti in enotnosti. Vodilni v Demosu so namreč menili, da izpeljava osamosvojitve ne more biti zgolj projekt enega dela političnih sil, temveč nacionalni projekt, v katerem mora imeti oblast enotno podporo večine politične in širše javnosti. Spomnimo se zgodovinskih besed pokojnega doktorja Jožeta Pučnika, ki jih je izrekel na današnji dan pred 31 leti. Navajam, Jugoslavije ni več, zdaj gre za Slovenijo. Še beseda o današnji proslavi, ki se je med drugim udeležujeta predsednik vlade Janez Janša, ki bo tudi slavnostni govornik, in predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. V ospredju tokratne proslave bo predstavitev kulturne omike 7 slovenskih pokrajin: Primorske, Prekmurja, Dolenjske in Bele krajine, Koroške, Gorenjske, Štajerske in Notranjske. Naša kulturna omika bo podana v 7 slovenskih jezikovnih narečjih, v 7 besedilih poezije, pa tudi prek glasbe in plesa. Avtor scenarija je Igor Pirkovič, odrski režiser Roman Končar, glasbeni režiser pa Patrik Greblo. Medtem ko čakamo, da se udeležencem pridruži predsednik Republike Slovenije gospod Borut Pahor, povejmo še, da tudi pred 31 leti ni šlo vse zlahka. Zamisel o plebiscitu so predstavniki Demosa predstavili 10. novembra 1990 na srečanju poslanskega kluba Demosa v Poljčah, kjer so predstavili tudi 23. december kot dan plebiscita, pa tudi plebiscitno vprašanje. Navajam še enkrat, ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država. Kljub neodobravanju opozicijskih prenoviteljev Spoštovani, na prizorišče prireditve prihaja predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor.
S temi ukrepi se je praktično varovalo te politične odločitve, ki jih je v veliki meri kreiral ožji vrh Demosa z dr. Pučnikom na čelu. No in zato smo 17. decembra leta 1990 na tistem prvem postroju v Kočevski Reki pokazali tudi nove enote, teritorialne obrambe, pa seveda tudi novo oborožitev. Namerno zato, da se je dvignila tudi samozavest med ljudmi, ki so se pripravljali na glasovanje. Teritorialna obramba ni prevara, je realna organizacija, pripravljena in sposobna preprečevati zunanje pritiske. Če pa bi bilo potrebno, bo Republika Slovenija še bolj odločno pokazala, da ne dovoli nobenih groženj in pritiskov od kogarkoli. Če hočemo, da nas svet prizna, se moramo najprej priznati sami. Zdaj je konec s tem, ne gremo v nobene kompromise več, mi bomo postavili svoj lastno državnost in s tem tudi postavili temelje za našo gospodarsko samostojnost. Slovenci smo narod brez lastne države. Slovenci hočemo biti narod z lastno državo. Državljani Slovenije se bomo 23. decembra odločali za suvereno in samostojno državo. Upam, da bo veliko ljudi šlo in dalo svoj prepričljiv glas za novo obdobje naše slovenske zgodovine in s tem izrazili svojo odločno voljo in pripravljenost, da bomo skupaj gradili boljšo prihodnost. Moja dežela je naša država. Slovenija. Plebiscit bo tudi izpolnitev pričakovanj ločenih delov slovenskega življa onkraj meje in po svetu živečih skupnosti in z odločitvijo za svoj državniški status slovenski ljudje končno izoblikujejo domovino, ki ne bo odvisna od tujih dvorov in central. Ja, zaradi tega sem prišel domov in prav tako so tudi od nas iz Nemčije razne avtobuse peljale v Slovenijo prav z namenom, da samo oddajo Slovenci svoj glas za ja in da smo samostojni. Svaka štima, kjera bo rekla ne ali pa ne bo šel na volitve, bo škodovalo, ker to bo celi svet pozdravil, kako smo složni, enkrat bomo složni. Gospa Marija, to pa imate glasovnico. Danes se odločamo, ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država. Ja. Mi vas bomo pustili Jaz same. sem za to. Jaz sem za da. Tak, mi pa bomo vas pustili same. Samo malo, še počakajte, da gremo mi ven. Ja, počakajte. Potem listek tak zložite. Ja. In ga damo, mi ga bomo dali v kuvert. Če hočemo, da nas svet prizna, se moramo najprej priznati sami. Da bi nam Bog dal malo blagoslova, da bi lepo živeli v naši Sloveniji. Kaj hočeš drugega, kot da si pričakal pri svojih, tako rekoč, 92 letih, da bo Slovenija lahko odločila po svoje. Mit der heutigen Volksabstimmung in Slowenien kommt die politische Neugestaltung Jugoslawiens in die entscheidende Phase. Es gilt als sicher, dass die Mehrheit der Slowenen für einen eigenen, unabhängigen Staat Slowenien gestimmt haben. Dr. Pučnik, kako bo šlo naprej z Jugoslavijo? Ste že neke ocene dali? Jugoslavija ni več. Jugoslavija ni več. Gre za Slovenijo. Za Slovenijo pa gre za to, da so danes slovenska politika dobila ukaz slovenskih voljivcev, da izvrši to, zakaj je pri tem plebiscitu šlo. In tukaj zdaj to pomeni, da ni več diskusije o slovenski samostojnosti. O tem nihče ne sme več diskutirati, gre samo za to, da se to izvede. In jaz mislim, da bo to slovenska politika tudi izvedla. Smo skupina mladih koroških Slovencev, ki delujemo zdaj že nekaj let na Koroškem in se trudimo tu za slovenstvo. In danes smo prinesli čez karavanke ta knežni kamen, nekako kot simbol slovenske državnosti, ki je nekako predstavljal to v davni Karantaniji. In smo ga danes prinesli, ker se iskreno veselimo z vami tukaj v Sloveniji in vemo, da
z nami čutijo Slovenci po vsem svetu. Božič pomeni zmeraj nov začetek in če smo pred kratkim začeli zimo, mislim, da se je za slovenski narod že začela pomlad. In upam, da bo veliko raslo v tej pomladi in da bo ravno Božič dal ljudem veliko novega upanja in novega življenja. To je naš trenutek. Na to smo čakali, ja seveda, 65 let. Ja, jaz mislim isto, tudi naši otroci čakajo in jaz mislim, da je važno, kako bojo živeli naši otroci. Res enkratno, še nikoli že in tako lepo, kot zdaj. Ta glasovalni izid mi omogoča, da na temelju 10. člena tega zakona slovesno razglasim pred tem visokim zborom slovensko in jugoslovansko ter vso svetovno javnostjo, da se je slovenski narod na temelju trajne in neodtujljive pravice do samoodločbe odločil, da Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država. Jugoslavije ni več. Gre za Slovenijo. Kako si lepa očetnjava, o tebi glas naj gre povsod. V vetru prapola zastava, ponosen je slovenski rod. Od morja prek Ljubljane bele, do koda štorklje gnezdijo. Od žametnih dolenskih gričev do Alp v nebu rastejo. Od tam, kjer Krka v strugo krene, do tam, kjer drema kralj Matjaž. Doma smo tu, kjer mati sklene roke, da zmoli oče naš. Dišijo njeni letni časi, ostajam večno mlad, a najbolj od spominov njenih pišala njena je pomlad. Moja domovina nikar te ne izdam, si mati, ki varuje sina, da ne ostane sam. Moja domovina zavetje si sklene roke, da zmoli oče naš. Dišijo njeni letni časi, ob njej ostajam večno mlad, a najbolj od spominov njenih pišala njena je pomlad. Moja domovina nikdar te ne izdam, si mati, ki varuje sina, da ne
na njej spočil se bo. Spoštovani, slavnostni govornik, predsednik Vlade Republike Slovenije, gospod Janez Janša. Spoštovani gospod predsednik Republike, spoštovane državljanke in državljani, Slovenke in Slovenci, dragi rojaki doma, v zamejstvu in po svetu. Pred nami so praznični dnevi. A nekako se zdi, kot da smo sredi izjemne krize, ki ne omogoča praznovanja, ampak nič drugega kot tekanje v nekem krogu, zdi se brez izhoda in rešitev. In tukaj se moramo vprašati, ali smo po 3 desetletjih samostojnega življenja res postali neka zakotna dolina solz, konflikta in prepira, ali pa je to več ali manj od površnih oblikovalcev javnega mnenja vsiljena ali pa vsiljevana samopodoba. Neka vsiljevana samopodoba, ki izkorišča nekatere globoko usidrne vzorce manjvrednosti, ki so nam jih kot narodu vsiljevali iz različnih prestolnic, več nacionalnih držav, v katerih smo Slovenci bivali v preteklih stoletjih. V tistih slavnostnih dneh pred 30 leti in malo kasneje, malo prej smo verjeli, da je bilo s to lažno drugorazrednostjo Slovencev dokončno opravljeno že takrat, žal pa kaže, da se moramo še vedno spopadati z njo. Kot da bi pozabili temeljno sporočilo plebiscita. Če želimo, da nas priznajo drugi, se moramo najprej priznati sami. In ob vsem tem se pojavlja tudi logično vprašanje, ali nas danes tudi drugi vidijo kot nek kup nesreče pa dolino solz. Ob dnevu samostojnosti in enotnosti se spominjamo časa, ko smo si pogumno edinokrat v naši zgodovini dobesedno kot narod sodbo napisali sami. Na plebiscitu enotno, na najbolj demokratičen način, ki ga pozna sodobna civilizacija. In to odločitev smo uspešno uveljavili vsemu navkljub. In slovenska osamosvojitev, spoštovanje, je bila inovacija, je bila nekaj posebnega. Zdaj, kolikor poznamo zgodovino, se prav noben drug narod ni osamosvojil, ubranil pred agresijo in postavil na lastne noge na povsem enak način, kot smo se mi. Naša osamosvojitev s plebiscitom kot temeljnim osrednjim političnim dejanjem in uspešno obrambo nove države je bila samo svoja, izvirna, posebna, nikoli prej izvedena na podoben način. In bila je, tako kot je to napovedal dr. Jože Pučnik v Poljčah, ali kot si je zaželel, še posebej njeni končni izvedbi veliko presenečenje in zato je bila tudi uspešna kljub izjemnemu neugodnemu razmerju sil, ki je bilo proti nam. Tako v okviru nekdanje SFRJ, nekdanje skupne ramke države, kot tudi v Evropi in v svetu. Takrat smo rekli, da počenega groša ne stavijo na naš uspeh, ampak mi smo vedeli, da se moramo najprej priznati sami in da nas bodo potem tudi drugi in zato smo uspeli. Takrat smo zmogli in čas nam je dal prav. Danes Slovenija ustvari več, ali pa v Sloveniji ustvarimo več kot
katerakoli država, ki je nastala na ozemlju bivše SFRJ, s tem, da so nekatere dvakrat, trikrat večje. Slovenija je po svetovnih statistikah danes med 10 najbolj varnimi državami na svetu in varno spoštovanje je človekova temeljna dobrina. Smo 7. najbolj zeleni in 9. najbolj trajnostni na planetu. Lonely Planet je Slovenijo mimogrede uvrstil na 5. mesto med najbolj priporočljivimi turističnimi destinacijami v naslednjem letu. Leta 2020 je bila Slovenija uvrščena na 8. mesto na svetu po kazalniku skrbi za naše najmlajše, po kazalniku starševskega varstva in predšolskega varstva in hkrati se Slovenija danes uvršča na 10. mesto na lestvici UNICEF-a, kar se tiče blaginje otrok. Od leta 2004, ko smo vstopili v Evropsko unijo, se lahko primerjamo tudi s partnerji znotraj Evropske unije, se pravi, se lahko primerjamo na približno enakopravni podlagi, ker delujemo znotraj skupnega enotnega trga. In Slovenija je letos prva v celotni Evropski uniji glede športne uspešnosti na prebivalca. To je presenetilo mnoge in naše športnike smo izjemno ponosni. Slovenija je med prvimi 3 državami Evropske unije po deležu študentov na prebivalstvu, ki je staren med 20 in 24 let. Dejstvo je tudi, da smo v času po osamosvojitvi, kljub temu, da včasih poslušamo drugače, postali bolj egalitarna družba, kot smo bili v enopartijskem sistemu. Slovenci smo drugi najboljši v Evropski uniji glede socialnih razlik v dohodku prebivalcev. Stopnji tveganja revščine oziroma socialne izključenosti pa je Slovenija 3. najmanj izpostavljena v Evropski uniji. Leta 2020, se pravi lansko leto, za kar imamo to zadnjo primerjavo, je bila stopnja tveganja revščine in socialne izključenosti otrok v Sloveniji 12-odstotna. Vsak odstotek je preveč, ampak to je najmanj v celotni Evropski uniji, kjer je povprečje 24 odstotkov. Slovenija ima tudi, in to je zdaj v tem času še posebej aktualno, v Evropski uniji 4. najnižji delež gospodinjstev, ki si ne morejo privoščiti primerno ogrevanega stanovanja. Vsako je preveč, ne, ampak bistveno bogatejše države imajo tukaj večje probleme. Slovenija ima 7. najnižjo vrzel stopnje delovne aktivnosti med spoloma. In Slovenija je vodilna v Evropski uniji po vključevanju ljudi v sheme aktivnega zaposlovanja, se pravi v aktivne inštrumente, za katere je pač odgovorna država. In Slovenija je v Evropski uniji država z najvišjo stopnjo zaposlenosti žensk, ki imajo otroke. Zdaj ta podatek, spoštovani, nam skozi suhoparno statistiko, katero se velikokrat hvalimo, hkrati tudi pove, kdo je v Sloveniji tisti, ki nosi največje breme vsak dan in opravlja 2 službi hkrati. To so, ali pa ste predvsem matere z otroci. In njihovo presežno, ali pa vaše presežno, bistveno, premajhno cenjeno delo omogoča, da smo pri številnih drugih socialnih pokazateljih tako visoko v Evropi. Nekdo se za to dodatno žrtvuje. Delno tudi zato ima Slovenija 2. najnižjo umrtljivost otrok do 1. leta starosti v Evropski uniji, hkrati pa, čeprav smo to skozi poslušali drugače, smo bili lani v času epidemije kljub vsemu na 7. mestu v Evropski uniji po zadovoljstvu ljudi s kakovostjo zdravstvene oskrbe. Slovenija za zdravstveno in socialno varstvo namenja 4. najvišji delež bruto domačega proizvoda, takoj za Nemčijo, Francijo in Belgijo. In Slovenija po javnih izdatkih za kulturne storitve na 5. mestu in daleč nad povprečjem Evropske unije, bistveno višje kot mnoge bogatejše države. Letos prvič po letu 1992 za kulturo namenjamo več kot 2% bruto domačega proizvoda, čemer se praktično ne sliši. V Evropski uniji ima Slovenija najvišji delež zavarovanih območij Natura 2000, 38%.
38% Slovenije je v Naturi 2000, to so posebej zavarovana območja. Evropska unija ima tega v povprečju 18%. Slovenija je tudi druga v Evropski uniji po stopnji recikliranja komunalnih odpadkov. Slovenija je tretja najbolj gozdnata država v Evropi in četrta najbolj gozdnata na severni polobli. Imamo silno bogastvo, ki ga še ne znamo dovolj izkoristiti. Letos smo Slovenci v rekordnem času, kljub še vedno trajajoči pandemiji, pri nas in po svetu in v Evropi seveda, nadoknadili lanski padec gospodarske rasti in to še pred koncem leta. V tem trenutku ima Slovenija celo višjo zaposlenost kot v času pred pandemijo. Pravzaprav imamo v tem trenutku najvišjo zaposlenost v naši zgodovini, odkar statistika meri zaposlovanje. Danes ima delo v Sloveniji preko 900 tisoč zaposlenih. To je skoraj več kot 20 tisoč delovno aktivnih kot pred samo epidemiološko krizo. Povprečna bruto plača v Sloveniji je realno višja kot pred epidemijo, enako občutno povprečna pokojnina. V času od decembra 2019 do danes so se prihranki gospodinjstev v Sloveniji, v slovenskih bankah, samo v slovenskih bankah, povečali za 3,5 milijarde. Prihranki slovenskega gospodarstva, slovenskih podjetij pa za skoraj 2 milijardi. V času pandemije. V tem času smo ohranili vse potencijale in jih celo izboljšali ter se ob tem primerjalno zadolžili za petino manj, kot je povprečje v Evropski uniji. Na področju vključevanja digitalnih tehnologij v podjetjih, na področju tako imenovane digitalne preobrazbe, kar je danes pač evropski hit, je Slovenija iz 15. mesta v zadnjem letu napredovala na 8. mesto v Evropski uniji. Zdaj, kljub vsem tem dobrim kazalcem pa ta ista statistika kaže, da se Slovenci ne počutimo povsem svobodne, nismo niti med najbolj srečnimi in zadovoljnimi. Zdaj, po indeksu svobode smo 33. na svetu, po sreči in zadovoljstvu pa na 26. mestu. Nekako se to ne ujema z ostalimi podatki in to je za našo znanost in stroko precej močan izziv. Smo pa seveda, kar se tiče sreče in zadovoljstva, na svetovni lestvici v zadnjem letu napredovali za 7 mest. Na svetovni lestvici inovativnosti in konkurenčnosti se, žal, uvrščamo šele tam nekje med 35. in 40. mesto. Prepočasi napredujemo tam, ker imamo poleg čudovite narave in geostrateške lege kot naše velike prednosti, našo največjo konkurenčno prednost v ljudeh, v človeškem kapitalu. In to se seveda izraža v vrednostih, če smo inovativni. In tukaj imamo vse možnosti, da v prihodnosti postanemo bistveno boljši, kajti zmoremo več, bistveno več. Spomniti se moramo, da smo se osamosvojili na izveren način z zelo posebno inovacijo. In zaradi tega Slovenci zgodovinsko nismo nikomur nič dolžni, ne sosedom, ne Evropi, ne svetu. Vse, kar smo dosegli v novejšem času, smo si izborili sami. Različne uspehe smo dosegli za različno ceno. Ta je bila toliko manjša, kolikor bolj smo bili enotni in kolikor bolj smo bili izvirni in inovativni. In danes to vemo. In danes tudi vemo, da smo zmogli takrat in da najmanj enako zmoremo danes. To ne samo, da vemo, ampak to tudi dokazujemo. Zato se ne počutimo drugorazredne ne v Evropski uniji, ne v svetu. Vemo tudi, da se danes svet vrti precej hitreje, kot se je pred 3 desetletji. Najbrž o tem ni treba dolgo razpravljati. Vsi smo del časa, ker mnogo prej in tudi mnogo bolj natančno zvemo, kaj se dogaja okrog nas, v soseščini, drugod po celini, po celem svetu. Neprimerno večja količina informacij in znanja vsak dan bolj dostopna neprimerno večjemu številu posameznikov. Če temu ne verjamete, gledajte svoje najmlajše, kako so sposobni poiskati katerokoli informacijo, preden vi do konca postavite vprašanje.
In stoletje, v katerega smo Slovenci skupaj z drugimi zemljani že krepko zakorakali, bo seveda čas drugačne dinamike, kot smo jo tisti, ki smo del življenja preživeli že v prejšnjem stoletju, še vedno navajeni. Zdaj sodobna znanost dokazuje, da je danes v našem znanem vesolju, ki se tudi dokazano širi, od 2 do 10 tisoč milijard galaksij. Samo eno od teh je galaksija, v kateri smo tudi mi in naš planet Zemlja, to je Mlečna cesta. In te galaksije smo skupaj še z najmanj 100 milijardami zvezd oziroma Osončji in z najmanj toliko planeti. Zdaj od enega do drugega roba naše galaksije svetloba potuje 100 tisoč let. Za primerjavo, da si ustvarimo neko približno predstavo, svetloba od Zemlje do Lune potrebuje 2 sekundi. Od enega do drugega roba naše galaksije pa 100 tisoč let. In znanstveniki pravijo, da kakih 7% zvezd v našem znanem vesolju naj bilo podobno našemu Soncu in posledično vesolju na milijarde planetov, ki so tako ali drugače malo podobni naši Zemlji. Kar pomeni, da je prostor prihodnosti za človeštvo neskončen, praktično neskončen in dejansko, čeprav tega pravzaprav ne opazimo, smo že v času, ko lahko človek s svojimi dosežki poseže po sosednjih osončjih in tako naprej. Po planetih je že. Seveda pa je hkrati pred nami tudi čas, ko se bo odločilo, ali je človeštvo dejansko sposobno stopiti skupaj pri ohranitvi življenjskih pogojev našega čudovitega planeta, izkoreniniti lakoto, združiti znanje in se na to usmeriti k zvezdam dobesedno. In ko spremljamo svetovna dogajanja, vidimo, da je pravzaprav to edini res dovolj velik, res dovolj prepoznavni možni skupni cilj človeštva v predvidljivi prihodnosti. In skupni cilj, ki lahko, seveda pa ni nujno, ob vseh obstoječih razlikah združi našo človeško raso v skupnem hotenju za skupno dobro prihodnost prihodnjih rodov. In zelo verjetno je potem, kar vemo, to tudi edina alternativa novim radikalnim delitvam v svetu, čeprav se ponovno začenjajo, vseobsežnemu hibridnemu vojskovanju, oboroževalni tekmi v vesolju in ponovni otipljivi grožnji jedrskega spopada. Zdaj ta izziv bo v bližnji prihodnosti test tako za svetovno politiko kot za svetovno znanost, test za vsak narod na planetu in za vsako državo, tudi za nas Slovence. In tukaj vsak lahko in tudi mora prispevati. In Slovenci smo v zgodovini dokazali, da zmoremo tudi z inovacijami. Avtor teorije, na podlagi katere je prvi človek stopil na Luno, je naš rojak Hermann Potočnik Nordung. Zakon o toplotnem sevanju črnega telesa je prvi na svetu odkril Jožef Štefan. Izumitelj Franz Rode je razvil prvi žepni kalkulator. Usmerjevalni sistem rakete, s katero je leta 1962 vesolje poletel prvi ameriški astronaut, je razvil France Puhek. V projektu Voyager je z razvojem plazma naprave sodeloval Anton Mavretič. Ta naprava še danes v mnogih instrumentih meri sončno plazmo v vesolju. Janez Repar, Slovenec, je izumil etilen propilensko gumo, ki omogoča vesoljskim plovilom potovanje na druge planete našega Osončja. In to se dogaja zdaj pred našimi očmi. Merilne naprave slovenskega podjetja so danes vgrajene v večino vesoljskih plovil. Janez oziroma John Hrastar je snovalec vremenskih in izvidniških satelitov ter prejemnik najvišje nagrade NASA. Marija Strojnik je razvila sistem, ki je danes vgrajen v vse satelite sistema GPS, ki ga vsi uporabljamo. Inovacija slovenskega podjetja je bistveno skrajšala čas do realne uporabe satelitskih posnetkov, kar je danes vsakdanja praksa. Maruša Bradač je sodelovala pri zasnovi novega NASInega teleskopa James Webb. Slovensko podjetje danes razvija balone za skladiščenje v vesolju. Drugo slovensko podjetje sodeluje z NASO pri razvoju eksperimentalnega električnega letala.
pri revolucionarnem svetovno odmevnem fotografiranju črne luknje leta 2019 so sodelovali slovenski znanstveniki. Nekdanji dijak kranjske gimnazije Dušan Petrač je kot vrhunski mednarodni strokovnjak za vesoljsko tehnologijo postal nasin ambasador Osončev in sodeloval pri mnogih uspehih te agencije. Danes okrog zemljine orbite krožijo tudi slovenski sateliti in še veliko bi lahko naštevali. Torej, vemo, kje je bil izziv pred 3 desetletji in vemo, kje je ta izziv danes. Vemo pa tudi, da nam vsa znanost in pamet in blaginja ne morejo pomagati, če ne bo ljudi. Zato je seveda ena najvišjih prioritet tako Slovenije kot Evrope v tem trenutku demografija. Več veselja do življenja in več otrok. Brez Slovencev, slovenskega jezika in slovenske kulture nekakšna država sicer lahko obstaja, vendar to ni Slovenija. Nikoli ne pozabimo, da smo se na plebiscitu odločali za samostojno Slovenijo. Hkrati ne pozabimo niti tega, da so takrat za samostojno Slovenijo glasovali tudi pripadniki madžarske, italijanske in nekaterih drugih narodnosti in da smo vseh 30 let samostojnega življenja Slovenijo gradili kot domovino za vse. Spoštovani, Franc Jeza je pred desetletji, še globoko v temi, zapisal naslednje. Lahko pa se tolažimo s tem, da živi križem Slovenije mnogo malih, neznanih ljudi, ki ostajajo pravi neznani vojaki svobode in narodne zavednosti tudi v političnem pomenu in ki bodo kot po čudežu vzniknili, kot cvetje spomladi, čeprav se sredi zime zdi, da je pod snegom vse mrtvo in odigrali odločilno vlogo. Jezu, ki je umrl, mislim, da leta 1985, so ob teh napovedih celo nekateri njegovi prijatelji imeli za sanjača, vendar se je izkazal kot vizionar. Natančno to, kar je on napovedal, se je namreč zgodilo v času slovenske pomladi in v času prelomnega leta 1990, ko se je zgodilo to sodno odločanje Slovencev za lastno državo. Kot po čudežu so vzniknili neznani junaki svobode in lahko bi si danes zavrteli na 10 tisoče podobnih izjav, kot smo jih malo prej videli v video prikazu. Danes so pred nami, glede na to, kar se dogaja, spet veliki izzivi in verjetno tudi preizkušnje. Upamo, da ne, vendar se lahko zgodi, da bodo te celo večje kot tiste pred desetletji. Zato velja danes ponovno ali pa prvič, kakor za koga, ponoviti za Francem Jezo in hkrati za Aleksandrom Solženicinom naslednje. Ponovno se dvignimo na nivo časa. Slovenija potrebuje slehernika, brez izključevanj. Potrebuje velikane, ne zgolj izjemne, ampak res velike ljudi. Zato, spoštovani, poiščite junaka svobode v svojem srcu, poiščite ga v svoji duši, poiščite ga v globinah svoje dežele. In kot po čudežu lahko nekaj izjemnega spet vznikne v slehernemu med nami, kot cvetje spomladi, čeprav se sredi zime včasih zdi, da je pod snegom vse mrtvo in odigra odločilno vlogo. Blagoslovljen in vesel Božič želim vsem, ponosno praznovanje spomina na naše najbolj pogumne, usodne in dobre odločitve. V novem letu pa želim vsem predvsem zdravja, dobre volje in poguma. Bog živi pogumno Slovenijo. Hvala lepa.
Merci beaucoup. Avant toute chose, je souhaiterais commencer par remercier très chaleureusement Janez Janša et l'ensemble des équipes pour la maîtrise de la présidence slovène, pour l'engagement, pour tenter tout au long des 6 derniers mois de résoudre ensemble avec la Commission et le Parlement européen un certain nombre de sujets importants pour l'avenir du projet européen. Merci pour cette coopération qui a été très engagée. I intend to be very brief. First of all, I also want to thank you, dear Janez, for the excellent cooperation during your presidency. It was an impressive report that you just gave. It showed all the challenges you had to face, but also the enormous successes of this presidency. Rendre hommage à la présidence slovène, parce que c'est grâce à la présidence slovène que j'ai pu négocier tout le temps au nom de toute l'Union européenne. C'est grâce aux réunions qu'on a eues avec tous les ministres. Juillet, ce que nous avons vu, c'est une organisation excellente, une coopération approfondie. Et je voudrais dire du fond du cœur, chère Simona, merci. It has been a challenging time, but together we have made significant strides towards in the clean energy transition. I would like once again thank the Slovenian presidency minister and his excellent team for leadership and dedication. It has been an incredible work that the Slovenian presidency has achieved. Unbelievable. Thank you very much. Let me first congratulate you, Aleš, for a successful presidency. And I think that you have achieved a lot during your presidency. And it was really a big achievement today when we unanimously could adopt the position that Croatia is ready to enter Schengen. Please give me the opportunity to, on behalf of all the commissioners participating in different councils meeting, to warmly thank the Slovenian presidency and express my appreciation for the hard work and efforts of all Slovenian colleagues working on the presidency in extremely difficult conditions under the COVID pandemic regime. Enlargement package. I think it was the masterpiece of European ability to make compromises in the spirit of loyal cooperation. Congratulations, dear Slovenian friends. All the best for Slovenia, all the best for Europe. Izdihljej, solze so jih redile prnasa mojega rožice pričjoče. Solze z ljubezni so do tebe vroče, iz domovinske so ljubezni lile. Britke misli, da Slovenec mile ne ljubi matere van upajoče, da tebe zame vneti ni mogoče, z britkostjo so srce mi napolnile. Želje rodile so prehrepeneče, da s tvojim moje bi ime slovelo. Domače pesmi, milo se glaseče, želje, da zbudil bi slovenščino celo, da vrnili bi se k nam časi sreče, jim moč so dale rasti neveselo. Sneženi vrhovi, ličnih med skale ujet in krvni cvetoči vrhovi in sanja že 1000 let. Najlepše med jezeri let, v jelovici spet gozdovi, prelep je gorenjski svet.
završnica ujutro budi se in stolje v zlato opet. Se belijo v rovtih narcise, ljubel med vrhi razpet. Tam jamnik en sam češnjev cvet in Sava v večer mešči se, prelep je gorenjski svet. Tam smo doma, kjer so planine, kjer zadiši z domačih streh. Tam smo doma, kjer prek doline odmeval dan prešerni smeh. Tam smo doma, kjer od davnine ponos doma je po vasi. Tam smo doma, kjer so planine, kjer zadiši z domačih streh. Tam smo doma, kjer prek doline odmeval dan prešerni smeh. Široka Murska je ravnica, dolge so poti po njej, pa je megla, pa je kmica, nogi se stopaj zgibi. Nama pa je nekaj pravilo, gdje se križajo poti, da tak duša dušu najde. Vse je drugo, vse se zgibi. Visko je nebo nad Mirov, daleč voda ta teče, kakše senje se vtopijo, šaš mrtvico zarasti. Miva pa sva srečo imela, pot je bila do srca, vse, kar sva si kdaj želela, vkiper našla sva doma. Naša ravnica lepoto da, je modra mira skozi teče, eti živijo dobri ljudje. Dalec se čije z ravnic pa bregov, bez
pesem prekmurskih žera pa sinov, ponosno srce pa ne pesti, ko se domača reč zataji, ti se najkuči. Ti sam gesno mati, me je rodila moja mati Prekmurka. Ti gesno čita, naj se čuje naša pesem Prekmurja. Ti sam gesno mati, me je rodila moja mati Prekmurka. Ti gesno čita, naj se čuje naša pesem Prekmurja. Tam je ravnica, kril nam da, ti na nebi, štrki so doma. Je modra mera, skozi teče, ti živijo dobri ljudje. Daleč se čije, zdravnic pa bregov, pesem prekmurskih čera pa sinov, ponosno srce pa ne pesti, ko se domača reč zataji. Ti sam gesno mati, me je rodila moja mati Prekmurka. Ti gesno čita, naj se čuje naša pesem Prekmurja. Ti sam gesno mati, me je rodila moja mati Prekmurka. Ti gesno čita, naj se čuje naša pesem Prekmurja. Ti sam gesno mati, me je rodila moja mati Prekmurka. Zatavala sem v mokastem snegu, ki ledeno postopa okoli obraza in pregneta iglice po koži. Tiho se nasuje po pergamentni pokrajini in naenkrat izpolni praznine, ki jih nisem niti slutila. Zato zdaj z vso praznoto tipam z nogami v neobogljivih čevljih. Z dvema čolničema urezujem stopinje v brezbožni snegorez, ki se mrzlo razprostira čez preteklost. Okoli mene in se vedno znova otrdeva v brezčutno pladnjavo. Le kdo bi zmogel kdaj odtisniti s cela vso to jedkanico zimovanja, na kateri postanejo beli kristali iz mojih sledi, govoreča pisava. Še živimo ljudi, mehkih rok in čistega srca. Tu še luč gori, ob večerih vsi smo doma. Tu prepevamo še pesmi, ki učila jih je mati. Tu še vemo, kaj je tu ljubezen dati.
Še polja zoreji in opojno trave dehti, tu še luč gori, tu pozabiš na vse skrbi, tu prepevamo še pesmi, ki učila jih je mati, tu še vemo, kaj je to ljubezen dati. Zemlja Koroška, ruda domača, kdor te zapusti je, se vedno rad vrača. Ljudje ponosni z ramo v rami, pod pico in ušjo, smo mi gospodarji. Zemlja Koroška, ruda domača, kdor te zapustil je, se vedno rad vrača. Ljudje ponosni z ramo v rami, pod pico in ušjo, smo mi gospodarji. Pod pico in ušjo, smo mi gospodarji. Dolenjska, kraj, kruh, krog majhne domovine, ki jo otrok bos obide vse naokrog. Vas, vasica, zaselek, govorica človeških lic, v kozovcih in sodih pridelek in vračanje ptic. Pa še voz, vol, von, stare slike na zidu, na trdno postavljen dom, pokopališče na hribu. Prostor med temi mejniki vnaprej je določen dan. Van se vrnemo kakor po bridki veliki izkušnji z romanja, kakor stojine na svoj poslednji dan. Deželnica sonca in grozdja, ti meni najdražji si kraj. Vedno, ko daleč bom z doma, rad se bom vračal na
Le vi ste griči, gozdi, vedno isti. Le ti skrivnostno jezero si vekovito. Le tvoj smehljaj nebo je v sebi zaokrožen. Mi pa s strmečimi očmi smo hip samo objeli, utelesili le srčno bolj z besedo trudno, z rokami koprnečimi le vzdih razpregli smo po vesoljstvu. In rod za rodom se iz tebe vzpenja, o zemlja, rod za rodom v tebi izginja. Spet nov rod, z mislimi vse mir prešinja. Vse melodije, kriki, slutnje, sni. Odsevi ognja svetega, ki v tebi, človek, tli.
kadar zora se čez gore nam prijazno prismehlja. Rajski svit rumene zore z radostjo mi duh navda. Čez doline se razgrinja, venča glave naših gor. Mene pa sladko spominja, tudi slavi sije zor. S pasom zlatim domovija, temni mu jasni obraz. Zlati up mi v dušo vliva, da nam lepši ostane čas. Zora, mlado tvoje lice, nam ne skrise neke dar, ali pač, a čez gorice nam pripelji dneva žar. Slika premeli, venter odločno
Ko zvečer v kraljevski zari sonce v pohorske greklance, v vrhih cerkve zažarijo tja do Mure. Ko monštrance v zlatu zaplantejo oltarji in svetniki in svetnice v svetih tronih oživijo in kadilnice vihtijo in za lahko noč zvonijo čez gorice svoj laudate in orate. Pol skrbi je že za nami. Prazna polja, prazne trate, polna srca, polna srca. O, da bi le roka sveta, dobrega Boga očeta, polovnjake natočila. Sonce greje, no trda solznema oči, si prve vsak zelene veje, da presmeci. Na enem kraju črne goše, na drugem zlati kruh zori, tu pravi srečni človek še živi. Jesen bogata, no košata, zapeje med vinogradi. Martin pa mojo grešno dušo greje mi. Pod nogami mi vjutro škriple, prpečik vsak se bolj drži. Doma pa po božiči židiši. Naši srci si doma, dežela Štajerska. Od Goric do Pohorja, zelena Štajerska. Senci, dulci vsi temo, ko gremo s Taverka. Devinu nam reže, sladkovince zdreže, tota naša Štajerska. Harmoniko si še zašpila, bolj Bogu, ker več nisem mlad. Da ti me ljubica zvečuješ, tak bi rad. Zdaj pridejo spet lepi cajti, lopote skleniti ni bo pel. Bogato, dobri Štajerc bo živel. Štajerska, od Goric do Pohorja, zelena Štajerska.
Zadnje cajte mi je, sem pa kaj res težko. Seveda vem, da sem zemljan in vem tudi, da sem Evropejc, pa vendar, kar mite me za čudaka, me nič ne briga, mi je res čisto vseeno. Ampak jaz se ne predstavljam, da bi se zjutraj zbudil, ne vem kjerkoli že, in ne bi videl mojega dvorišča, našega malega skedna ob štali, mojih travnikov zelenih, sonca, ki posije na naš vodnak, snežink, ki po zime prekrijajo moje njive. Se ne predstavljam, res se ne. In me prime včasih, da bi se prijel za karkoli že, kar je skromno mojega, domačega. In bi držal tu nekaj, tu moje, domače, tako močno, da ne bi tega nikoli in nikdar spustil se svojih rok. Nikoli. Tle živim, na svoje slovenske zemlje. In nikoli, ljudje, nikoli ne bi tega zamenjal za nič na svete. Ma jaz sem raj lačen pod domačo hruško, na svojem, kukar bogat, kjerkoli drgi. Raje, Bog mi je priča. Bog mi je priča, ljudje.
Kot eden smo vstali, vsi, z ramo ob rami, za narod usodnega tistega dne. Pred rami se v nov dan je vsakdo med nami. Prihodnost polagali, upe smo vse. Vsi kleno odločni smo da obkrožili, čvrsto smo verjeli v pravičnejše dni. V veselju deželo smo celo združili, zdravljica se slišala je med ljudmi. Povrnejo k nam, naj se dobrega časi. Kot eden spet strnimo skupaj moči. Naj v mestih ljudje in premnogi na vasi premagajo tmunost in temo noči. Nikoli več sprti, v prihodnost zazrti. Spoštujmo različnosti, ki nas krase. Razumni ljudje naj ne bodo prezrti. Naj sloge se pesem razlega čez vse. Zdaj pa kozarca vsi v zrak Slovenec, naj bo Slovencu brat na svetu, pravo smer Matije, ko srečnejši, ko smo mi. Srečnejši, ko smo mi prijatelji. So leta preč, je res odveč, da spet vsi v en glas povemo, kar Slovence druži nas. Smo isti rod in ista kri, še smo tu doma, tu naš je dom, tu je Slovenija. Zdaj pa kozarca vsi v zrak Slovenec, naj bo Slovencu brat na svetu, pravo smer Matije, ko srečnejši, kot smo mi. Ko srečnejši, kot smo mi prijatelji. Za športnike, kot eni smo, ko stiskamo pesti, Slovenija je zgrl zadovi. Ni lepše pesmi, kot je ta, ki seže do srca, ko himna nam ponosno zaigra. Živela si narodi, ki hrepeneno čaka dan. Zdaj pa kozarca vsi v zrak Slovenec, naj bo Slovencu brat na svetu, pravo smer Matije, ko srečnejši, kot smo mi. Slovenski rod že mnogo let le eno si želi, naj sreča združi dobre vse ljudi. Da ni sovraštva, ni zamer, pa da pozabimo na špetir, se spet pod naše Alpe vrne mir. Zdaj pa kozarca si v zrak Slovenec, naj bo Slovencu brat na svetu, pravo smer Matije, ko srečnejši, kot smo mi. Je ko srečnejši, kot smo mi prijatelji. Je ko srečnejši, kot smo mi prijatelji. Hej! Tu je
bila, spoštovane gledalke in gledalci, osrednja državna proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Slavnostni govornik, predsednik Vlade Republike Slovenije, Janez Janša, je v svečanem govoru spomnil na številne dosežke, po katerih danes Slovenija ter Slovenke in Slovenci sodimo v sam vrh sveta. Ob vsem tem se pojavlja logično vprašanje, je dejal, ali nas danes tudi drugi vidijo kot kup nesreče in dolino solz. Kot da bi pozabili temeljno sporočilo plebiscita. Če želimo, da nas priznajo drugi, se moramo najprej priznati sami. Ob dnevu samostojnosti in enotnosti se spominjamo časa, ko smo si pogumno, edinokrat v zgodovini, dobesedno kot narod usodo napisali sami. Slovenska osamosvojitev je bila inovacija, je bila nekaj posebnega, je poudaril predsednik vlade. Spoštovane gledalke in gledalci, v imenu ekipe Televizije Slovenija se od vas poslavljam in vam voščim blagoslovljen Božič in srečno ter zdravo novo leto. Z vami sem bila Vida Petrovčič.